vse skupaj se speče tam noter, tako jim pride ful dobro, krompir okusno zaradi mesa, meso je ful dobro zaradi ne krompirja, ampak zato je dobro. Go 2025. Gremo brezmejno. Meja, ki je leta 1947 zarezala tukaj na Goriškem, je razpolovila dvorišča, polja, družine, ljubezni in ljudje so se znašli po svoje, tudi s švercanjem in drugačnimi načini. Vse to bo Zavod Skaramuš v posebnem projektu, imenovanem Konfin, ponazoril z gledališkimi predstavami. Dober dan in dobrodošli, mi smo gledališče Skaramuš. Tereza, kaj se pripravljate? Pripravljamo zelo zanimive resnične zgodbe ljudi, ki smo jih nabirali po meji, ampak tukaj v tem primeru, ker smo v Brdih, smo dobili prav fajn in zanimive pričevalce, briške pričevalce, ki so še posebej zanimivo, so razpolovili deželo praktično. Tukaj je največ primerov meje na dvoriščih, meje na poljih in tako naprej, da so morali konstantno biti v stiku z mejo, ne dnevno. Tako da tukaj smo zbrali te zgodbe in jih bomo tukaj predstavili. In predstavili jih boste na tak šaljiv, šegav način, kaj ne? Seveda, Zavod Skaramuš je zavod za razvoj komike in komičnih žanrov, tako da se absolutno posvečamo komiki, ampak so tudi zgodbe same po sebi že ponujajo to komičnost, ker pač se kaže ta mali človek, ki v bistvu naheca neke predstavnike države, kot so cariniki, družeti in tako naprej. Zato je pač to že samo po sebi zabavno. Projekt Konfin prinaša posebno kulinarično zgodbo, lokalno, in katero nam bo sedaj zaupal Niko. Čau. Allora, mi smo provali združiti obje strani meje, provali združiti tradicijo, kaj so naši nonoti jedli, kaj se je nekoč jedlo, kaj se bo še, kaj pač in kako. Začeli bomo z eno frtaljo, ki mislim, da je ena takih najbolj tradicionalnih jedi, ki se je zmeraj jedla, par kakaši so imeli vsi pri hiši, tako da par jajc se je zmeraj najdlo in s tem se je zmeraj nafutralo za reči celo familijo. V frtaljo je šlo od zelišč do zelenjave, kakšen ko starega pršuta se je nasekalo, nekaj, kar je bilo, kar se je dalo in s tem se je jedlo. Da pokažemo, da smo imeli tudi dobre mesnine, zraven bomo združili še nek pršut. Ena taka zanimivost je, da večina pršutov v Briških se je včasih mnogo ali pa tudi kar dve prešvercalo v Italijo, prodalo dol, zato ker s tem so si omogočili, da so dobili šolde, da so kupili lahko prašiče za naslednje leto in da se je šlo pač tako naprej. Nadaljevali bomo z eno peko. Peka je bila tudi ena taka tradicionalna stvar. Mi smo imeli v Brdih linene posode, naši južni sosedi imajo železne posode, vse skupaj se speče tam noter, tako jim pride ful dobro, krompir okusno zaradi mesa, meso je ful dobro zaradi ne krompirja, ampak zato je dobro. In za konec bomo dali še en dober štrudel od naših non z jabkami, tako kot je bil zmeraj narad, eno kepco dobrega dželatija iz Italije, kako drugič imeti dober dželati kot naši sosedje Italijani. Zveni slastno in komaj čakamo. To je pa del trilogije, kaj ne, ki jo pripravljate v okviru tega projekta. Kaj se še obeta? Drugi in tretji del nas še zanimata. Drugi del bo potekal na ulici Reštelj v Stari Gorici. Tam se bo pripravila na ulici večerja, ki bo imela veliko spremljevalnega kulturnega dogajanja, tako z ene strani kot z druge strani meje. Drugo leto pa pripravljamo na Bevkovem trgu še koncert Kristine Davene. Ona nam bo pričarala spet vzdušje, ki smo ga doživljali, ko smo se učili italijanščino ob risankah. Dodali bomo še interaktivno razstavo, kjer bojo udeleženci dajali svoje vtise, ki jih bomo potem strnili v eno umetniško delo. Tako da popolno ogrevanje za Evropsko prestolnico kulture se začenja že to poletje tukaj v Goriških Brdih.